Draga gospoda, cenjene tekačice in tekači, kako ste kaj? Ste danes že tekli? Če danes zna biti kar vroče, ja, pa tudi soparno, pazite na svoje zdravje, tecite zjutraj ali zvečer. Zdaj le se dela pač trening za jesenske tekaške dogodke, na dopustu ali doma, samo ne se skuhati ob tem prav. Ja, sicer je običajno poletno vreme, kot ponavadi, prav je tako, je vendarle julij. Najprej naj vržem oko še na koledar tekaških prireditev. Ta ni pretirano zapolnjen naslednja 2 meseca. Julija je par manjših, krajših cestnih in gorskih dogodkov, avgusta pa boste lahko tekli tradicionalno najprej v Zagorsko dolino, pa potem na K24 trailu, na Triglav trail rano in na koncu meseca, čisto zadnjega še na Ribenca trailu, vmes pa še nekaj manjših dogodkov. Na mednarodni sceni bomo spremljali Badwater, ja, tek po dolini smrti, ki ima kar 4 Slovence med 100 udeleženci letos, pa seveda UTMB konec avgusta, kjer je naših trailašev še več. Predvsem, ja, pa kot že rečeno, vmes olimpijske igre, igre 33. olimpijade, ki bodo točno po 100 letih spet v Parizu. Štart olimpijskih je 26. julija, zaključek 11. avgusta, atletski del, ki nas bo najbolj zanimal, saj nas tekaške navdušence pa se bo izvajal med 1. in 11. avgustom. Prav na zadnji dan iger bo na vrsti ženski maraton, dan predtem moški maraton, vmes pa po noči iz sobote na nedeljo še maraton za vse, skar 20.024 tekači, med njimi kar nekaj Slovenci. O tem maratonu še kakšno rečemo v eni naslednjih epizod. Dva glavna maratona bosta na sporedu ob 8. uri zjutraj, maraton za vse ob 9. zvečerno. Tisti, ki boste tam tekli več kot 3 ure, boste lahko tekli 2 dni skupaj. Ja, proga ni lahka, za pod 3 se bo treba potruditi, kar 438 višinskih metrov ima in tam ob seni zna avgusta biti še kar precej soparno in toplo. Bo zanimivo, bomo spremljali. Žal na elitnem delu maratonskega teka na olimpijskih dni slovenskih predstavnikov imamo pa 7 atletov in atletin v sicer rekordno veliki slovenski reprezentanci, kar 90 športnikov, ja, od tega 3 ekipe bo nastopilo v Parizu. Uradna predstavitev bo danes, ja, 11. julija popoldne v Kopru. Kdo so pa atleti, se sprašujete? Predstavitev atletske reprezentance je bila pred dnevi, sestavljajo pa jo metalec diska in prvi kandidat za medaljo Kristjan Čeh, skakalka s palico Tina Šutej, skakalka v višino Lija Apostolovski, troskokašica Neja Filipič in tekačice na 800 metrov Anita Horvat in dolgoprogašica Klara Lukan, ki bo tekla v 2 disciplinah na 5.000 in 10.000 metrov. Čas tekaškega dela med moškimi bo branil izvrstni oviraž na 400 metrov, komaj 20-letni Matic Ian Guček, ja, s katerim sem za tale podcast opravil tudi krajši in zanimiv pogovor še prej, preden pridemo do Matica, pa pogovor z direktorjem Atletske zveze Nejcem Jarašom, ja, o letošnji sezoni, o olimpijskih igrah, o pričakovanjih, o rekordih z brado, o atletih nasploh, pa financah, viziji, dolgoročnih planih in še čem. Na koncu oddaje predlagam tradicionalno tudi olimpijski film tedna, ja, pa zelo zanimivo in vročo tekaško knjigo. In ja, da ne pozabim, naročil sem novo kolekcijo majic, si danes že tekel, si danes že tekla, ja, v klasičnih takole zelenih in bordo barvah, če bi jo kdo želel imeti, pa ima 15 evrov viška, ki bi jih prispeval kot donacijo za tale podcast. Ja, z veseljem sprejemam naročilo. Link spodaj, sicer mi lahko pišete tudi na vseh kanalih, bom vesel vašega prispevka. Ja, tole pa 208. epizoda podcasta za Gre za tek. Ne bom okolišil, gremo kar k gostom. Sedaj
bo z mano najprej, kot rečeno, direktor Atletske zveze Slovenije, Nejc Jeraša. Spoštovana publika, takole sedaj se mi je pridružil nihče drug kot direktor Atletske zveze Nejc Jeraša, ki je tedni noro zaseden. Nejc, kje sem te snel, si med državnim prvenstvom, pa evropskim prvenstvom, pa balkanskim, pa nore stvari se dogajajo, kaj ne? Ja, res je, kar veliko stvari. V soboto nas čaka balkansko prvenstvo za mlajše mladince v Mariboru. Super udeležba bo. Preliminarno je bilo prijavljenih 350 oseb, finalna prijava je 500 oseb, da smo imeli izzive tudi s samimi hoteli, ampak to so sladki problemi, smo jih rešili, malo živcev je šlo, ne? Ampak na koncu mislim, da nas čaka eno super tekmovanje, tudi super tekmovanje za naše atlete. V bistvu bomo pokrili polna reprezentanca, po 2 na disciplino, tako da bomo res v bistvu dali maksimalno ponudili dobre pogoje za tekmovanje tudi našim atletom, no? Poleg vseh ostalih. Slovenci tudi v mlajših kategorijah, tudi v 18, zmeraj pobirajo tudi medalje na balkanskih prvenstvih. Verjamem, da na domačih tleh bo tudi tako. Mogoče lahko izpostaviš kakšnega izmed favoritov za najvišja mesta v kakšni disciplini? Jaz ne bi sploh mladih obremenjal z nekimi rezultati. Okay. Jaz mislim, cilj mora biti, da dobro nastopijo, da recimo se približajo najboljši season bestu, recimo mogoče osebnemu rekordu. In če bojo to naredili, bojo tudi rezultati pol dobri. Jaz mislim, da pri teh mlajših je vsak tak nek pritisk o nekih planiranih dosežkih, pričakovanjih, da je to neka dodatna obremenitev, ker mislim, da pri tak mladih da ni še čas za to. Naj tekmujejo, naj se imajo dobro, seveda naj dobro tekmujejo, in če se bojo približali nekim časom, ki so jih dosegli, rezultatom, ki so jih dosegli v letošnjem letu, ali pa ne vem, celo kak osebni rekord, mislim, da bojo tudi pol končne uvrstitve zelo dobre. No. Seveda pa sigurno lažje napovedujem, da bo prišel, da bo kar nekaj medalj, no, v Sloveniji ostane. Si bom še pogledal štartno listo, sem pa tja, malo pošpegam na Instagram, pa vidim veliko objav teh mladih atletov, recimo Živa Remice, zdaj vroča, podira te rekorde kot za šalo, no. Če bo nadaljevala v tem slogu, bo ena boljših na svetu čez par let, pa ne vem, Rok Ferlan, da vem, da je tle Kranjčan, je odličen, Teršek na kopju, mislim, je podmladka je ogromno. Kako ti ocenjuješ recimo stanje slovenske atletike od U23 navzdol? No? Je dovolj mladega kadra, ki prihaja, da nadomešča recimo manjke v katerih disciplinah? Je zanimanje za atletiko med mladci povečano, enako, kakšno je stanje? Ja, sigurno. No, zdaj zavedati se moramo, no, take rezultate, ko jih zdaj na nivoju članskih kategorij dosegamo, to je res neverjetno, no, da se vračamo iz vsakega tekmovanja, članskega tekmovanja z medaljo, da že gremo na tekmovanje zavedajoč se, da bomo domov prinesli medaljo, da se samo zdaj sprašujemo, bo zlata, srebrna, bronasta, to je nekaj neverjetnega. Je res privilegij, v bistvu, da lahko v takem času tudi sem del te uspešne zgodbe. Je pa, kar je pa predvsem dobro oziroma navdihujoče, da imamo pa tako, si prej rekel, veliko mladih mladino, ki res posega in dosega neverjetne rezultate. No? In če pada rekordi, ko so, ne vem, 25, 30, 35 let stari, pa že to pove, no, da je v bistvu res perfektna generacija tudi v zadju in da se za prihodnost slovenske atletike ni zabati, ne. Je pa res, no, zdaj nekaj so rekordi, pa nekaj so rezultati v mlajših, recimo U16, U18, ne, nekaj pa pol to prenesti na člansko. Tega se vsi zavedamo in seveda bomo vse naredili, da bomo te atlete jih suportirali, da bomo res jih pripeljali tudi do članskih kategorij in da bojo takšne rezultate tudi v članskih kategorijah dosegli. No, lahko bi rekel, ja, da je slovenska atletika se prevetrila, pomladila tudi na strokovnem delu, zamenjali se tudi direktorja stroke, dogaja se tam marsikaj, ne vem, mi lahko kaj v tem pogledu poveš, ste dobra ekipa, ste se našli, tlele ste vsi sedaj usmerjeni v cilje, ste najdeli mogoče novo sinergijo tudi v tem pogledu?
Ja, sigurno. No, mislim, zdaj, če na vrhu začne, ne, v bistvu odnos med direktorjem in predsednikom je super in v bistvu se to tudi pozna pol vse navzdol. No. Res super sodelujemo na nivoju, se pravi, relacija direktor-predsednik, pa je tudi relacija direktor-pisarna, ki super upravlja svoje delo in to se tudi navzven pozna. No. Zdaj, prej si omenil tudi zamenjavo predsednika strokovnega sveta. No. To bi predvsem postavil to, v bistvu, no, da zadeva v bistvu prišel do menjave. Ne. Albert Čoba je svoje delo dobro, super upravljal, je pa res, da je imel določeno nezadovoljstvo je bilo, no, na terenu in v bistvu je bilo kar nekaj slabe volje zaradi tega, da smo se pol bil to sporazum med vsemi, tako da je pol Lado Mesarič prevzel to, medtem ko je pa Albert Čoba še vedno ostal kot član upravnega odbora, skrbi zdaj za štafete in je polno vključen tudi v samo stroko. No. Teda jaz to ne bi govoril o neki menjavi, ampak recimo zoptimizirali smo recimo strokovni svet, da lažje funkcionira, da lažje dela in da so v bistvu, da vse skupaj gladko bolj poteka. No. Zdaj mogoče malo vprašanje, mejno vprašanje, ampak vseeno, se rezultati slovenskih atletov poznajo tudi na blagajni Slovenske atletske zveze, odnosno so sponzorji spet prepoznali, da se v atletiko splača vlagati več? Ja, sigurno, mislim, rezultati potegnejo, to je sigurno, ampak niso pa samo rezultati, ki pač rezultirajo v neko večji budžet, večje finančne vire strani sponzorjev, mora iti vse z roko v roki. Ne? Zdaj, če izpostavimo, neki so rezultati, ki morajo biti, ne? Brez rezultatov je veliko, veliko težje, ampak ko so pa rezultati, mora biti pa tudi cel pogon takšen, kot je. Ne? Recimo zdaj, zadnja taka stvar, ko je tudi pomembna tudi za nas, je, da je državno prvenstvo po nekaj letih bilo spet na televiziji, na Šport TV-ju. In je tudi prva informacija je tudi strani Šport TV-ja, da so zadovoljni, da je bila gledanost, da je bila ok. Zdaj se bomo veliko lažje tudi za naslednjo leto pogovarjali, da ne bo samo državno prvenstvo, ampak da bi recimo vsaj te mitinge, ko so v okviru Mednarodne atletske lige Telekom Slovenije, da bi bile na televiziji. In s tem gre pol naprej. Potem imamo zelo dobro delo tu na socialnih omrežjih. Ne? Pokrivamo in z reportažami, s kamerami in s fotografijami večino teh najpomembnejših mitingov in to vse rezultira. No. Seveda je pa, jaz mislim, da tudi sponzorji čutijo neko energijo znotraj zveze. No. In če te energije ni, no, je veliko težje. Zdaj, ko pa vidijo v bistvu to ekipo, kako delam, na kakšen način, kako smo pripravljeni tu vložiti z aktivacijami in to, in je pol veliko lažje, delaš korak za korakom, nič se pa ne zgodi čez noč. No. Se pravi, je treba sodelovati, delati korak za korakom naprej in pol priješ na nek takšen nivo, ko si zadovoljen. No. To v bistvu neke obljube, da bo to čez noč, tuk pa tuk več ali denarja ali podpore ne bo. No. To sigurno ne. Sigurno je pa z rezultati prijejo pa tudi več sredstev, tudi strani javnih sredstev, ne, strani pristojnega ministrstva, kot tudi fondacije. To je tudi povezano, sicer ni to tak skok, ampak tudi en delež so tudi rezultati, ki vplivajo na obseg financ, ki bomo dobili za naslednjo leto. Medtem ko se vsi pogovarjajo o fuzbalu, odbojki, košarki, kolesarstvu, končno, atletika mora kar delati, da si izbori svoj prostor, rekel tudi ne v medijskem pa spolnovskem smislu, no, ampak vam gre odlično, prvi del sezone praviš fantastičen, svetovno prvenstvo v dvorani medalja, evropsko prvenstvo na prostem medalja, mislim, državno prvenstvo pred kratkim, ki je zaključilo tudi recimo obdobje olimpijske norme. Je kakšna nova olimpijska norma padla v zadnjem času? V bistvu, zdaj, mislim, da bo čez 2 dni bo zdaj uradno vse znano, ko se zapre prijave, ampak trenutno imamo mi 7 atletov in atletik, ki so se kvalificirali. Teda jaz mislim, da bo pri tem ostali določeni čist na meji, ampak jaz mislim, da se bo zelo težko zgodilo. No. Da bo olimpijske igre so olimpijske igre. Če nisi poškodovan, se bo težko odpovedal.
lahko se to zgodi na kakšne daljše razdalje, ko recimo kjer kombinira 5 ali 10 ali pa 3, ne, medtem ko pa ni odpovedi, no, tako recimo na drugih, recimo, ko se zgodi, da katero tekmo spusti, v bistvu olimpijske igre so 4-letni cikl, vsi s fokusom na to 4-letno in sedaj prehaja vrhunc tega 4-letnega obdobja. No. Špegal sem na to listo teh 7 imen, Kristjan Čeh pa Jan Matic Guček pri moških, pa pri ženskah Anita Horvat. Zdaj Maruša Mišmaš je žal odpovedala nastop, če se ne motim. Tina Šute je še zraven, Lija Postolovski, pa Neja Filipič. To je to, kar si govoril, teh 7. Klara Lukan še. Klara Lukan je tudi zadnjič objavila, da gre tako. Zdaj videl sem objavo Nike Glojnarič, ki pač ni uspelo na državnem prvenstvu, morda je še ciljala v to smer. In to je to, praviš. Teh 7 imen bo potovalo. Klara Lukan je že uradno noter, jaz mislim na 5 kilometrov, na 5000 metrov. Na 10.000 metrov je v bistvu eno mesto ven, ampak jaz mislim, da bi se znalo zgoditi na tej disciplini, pa da bo Kira odpovedala oziroma da bo se raj fokusirala na kiro drugo skupino disciplino, tako da jaz mislim, da bi Klara znala priti na 2 disciplini se uvrstiti na olimpijske, 5 in 10.000. To je super, no? To bi bilo super. Kar je pokazala tudi na evropskem prvenstvu, držala tempo v prvih kilometrih, tako da super, no? Ja, mislim, da je nek komentar, da če bi imela še nekaj več izkušenj z večjih tekmovanj, bi bilo to že zelo blizu medalje, no, mislim, Klara jih pospešeno dobiva, zdaj so to že njene druge olimpijske igre, verjamemo, da se bo pač razvila tudi potencialno medalistko, je pa konkurenca nora. Kako ti komentiraš, recimo, če so že pri teku, te norme, ki so, rekel, zaostrene, skoraj da maksimalno za naslednje svetovno prvenstvo, še malo bolj, recimo pri moških na 10.000 metrov je okroglih 27 minut, kar je, čakaj to, koliko? Minuto pa pol po državnim rekordom, mislim, slovenskim, ne? Kako ti gledaš na to, da v 10 letih, recimo, ne, ko smo se pogovarjali še o ženskih normah, okrog 2.40 na maratonu, pa moških 2.15, 2.14, 2.13, smo zdaj prišli na, bom rekel, te vesoljske številke, ki so ta trenutek za Slovence, da bi rekel, kar znanstveno fantastika. Ja, res je. No, mislim, zdaj, če gledamo sam norme, je za te manjše zveze, kot smo mi, je to sigurno slabo. No? Oziroma za atlete nemotivajoče, če temu rečem. No? Ker v bistvu neke norme, ki so nedosegljive, ne? V bistvu za večino naših atletov nedosegljive, moramo pa vedeti zdaj, da v bistvu norme so en del, rankingi so pa drug del in ti v bistvu oboje šteje. No? Tudi v bistvu ranking je živa stvar in ti, če si recimo, ne vem, v zadnjem dobju na sredini te kvote, veš, da boš noter. Ne? Tako da jaz v bistvu z tega vidika, da so tudi atleti pa atletinje, tudi trenerji zdaj ponotranili, da je sistem kvalificiranja, ne, da ni sam norma, ampak da je ranking tisk, ki ga more atlet pa trener spremljati, mora iskati tudi priložnosti, kje tekmovati, kje dobi dodatne pike. Veliko je bilo govora tudi o tem, ne. Ja, zdaj bo pa denar igral vlogo, ne. Tisti menedžerji, ko so močnejši, bojo zagotovili za svoje atlete dobra tekmovanja, za druge ne. Kar je res, ne, obstaja neka nevarnost, da bi se to dogajalo, neke manipulacije, ampak jaz mislim, v generalnem je v bistvu sistem tako je postavljen, da se lahko tisti, ko ga naštudirajo, ne, z nekim premišljenim izborom tekem in seveda dobrim rezultatom, lahko pride tudi do teh mest, ki vodijo pol na največja tekmovanja. No, tudi udeležba na državnih prvenstvih šteje nekaj več. Kaj, ne, da? Mislim, šteje zelo veliko. No? Šteje zelo veliko, zdaj mene tako številka detaljno nisem, ampak na državnem prvenstvu dobi zmagovalec 100 dodatnih točk, kar mislim, da je zelo, zelo visok rang nekega mitinga. No? Zdaj ne bom, ali je to gold ali silver, to zdaj ne vem, ampak v bistvu državna prvenstva so zelo, zelo, zelo veliko vredna, no? Kar je tudi prav, ne? Da najboljši prijajo na državna prvenstva. Kar se tiče tudi samih rezultatov, ne? Zdaj, če je kdo spremljal ameriške kvalifikacije, ne? Mislim, to je vesoljski svet. Mislim, taki rezultati, ko so tam bili, to
To se eni, ko bi recimo zmagali na olimpijskih igrah, se niso uvrstili, no, ker so bili drugi recimo boljši. No. Tada, to je res neverjetno, kako gre razvoj naprej, kako gre rezultati naprej, je pa seveda vse povezano. Jaz mislim, da tudi recimo v teh daljših tekih, ne, ko smo prej v maratonu, to oprema copat sigurno tudi nekaj pomeni, ne, ta razvoj. In jaz mislim, da tudi v teh šprintersih s temi karbonskimi vložki, da je nekaj na tem. Ne. Sicer malo tudi spremljam, recimo svetovno dvoransko, koliko je bilo poškodb enih tetiv, ne. Vlada je tudi neka sinergija, ne, druge obremenitve, boljši rezultati, s tem pa tudi večja tveganost. Ampak to, mislim, da bojo raziskave zdaj tudi naprej pokazale, kaj na temo, ampak važno je, da gremo naprej, no, da je razvoj naprej in je res, kako bi temu rekel, interesantno spremljati, no, kakšno eksplozijo recimo gre atletika naprej. No. Mislim, kaj se dogaja v zadnjih letih, je res neverjetno. Jaz si to, kar praviš, ne? Bilo je že prelepo, da bi bilo res samo lepe stvari, praviš, tudi poškodbe prihajajo, tudi, bomo rekel, kakšne negativne stvari se bodo prijele vsega tega, žali Bog, ampak ja, vseeno, ne, še eno vprašanje, morda na Evropskem prvenstvu smo imeli Primoža Koveta, ki je bil, rekel, starosta reprezentance s 43 leti, če smo že pri rankingih, on je na ta način prišel zraven Evropsko prvenstvo, tudi Anja Fink, hvala Bogu, da se na ta način tudi da priti, ker mogoče drugače nisi konkurenčen na normi. Kako pa ocenjuješ mogoče ta gap, to manjko, rekel, mladih ali pa mlajših atletov, ki bi se na dolgih progah morda lahko kosali s Kobetom, ki pa če rekel, da ne bo še postavil copat v kot, ker očitno gre. V Bostonu sem ga gledal, kako je šprintov, bostonski maraton, res noro, no, ampak bi si želel še, rekel, pol ducata morda konkurentov, ki bi mu vsaj dihali za ovratnik, no pa jih nekako ni. Ja, sigurno je to. Bili so določeni poskusi z ekipami, ampak nekako niso prišli do tega, no, da bi prišli atleti in atletine na tak nivo. No. Sigurno je to specifična disciplina, ne, ki vzeme veliko časa tudi, no, za sam trening, tudi pogoje je treba imeti primerne, ne. Zdaj, tudi recimo, ko gre zdaj v teh temperaturah, vem, da ta glavne tudi na kolesih spremljajo, da imajo tudi vodo zraven pa vse, ne. Tako da, jaz mislim, da je tu kar izziv, da bi me zdaj čarovno pačko rekli, kaj je narobe, kaj ne, mislim, da je nimamo, ampak jaz mislim tudi na drugih disciplinah, ko je, da določene stvari tudi potegnejo, no. Recimo, če pogledamo rezultatsko 800 metrov, tudi same ženske, ne, recimo par let nazaj smo bili recimo na tej disciplini slabi, potem se je pa začeli, ne, in zdaj recimo na čelu imamo Anito Horvat, potem imamo pa enih kup recimo atletin, ki so teče, ne, 2-1, 2-2, 2-3, ne, kar v preteklosti ni bilo. In jaz tudi mislim, da to tudi na nek način potegne dalje. No. Ko se pogovarjam s tekači, malo boljšimi tekači v Sloveniji tam zunaj, marsikdo priobči, da bi morda si želel na kakšnih večjih tekmovanjih, državnih prvenstvih, vse v Ljubljani, vem, da je poskus v tej smeri, se pravi nagrad, malo večjih finančnih nagrad za slovenske tekače, ne samo za tujce, generalno in tako naprej. Vsi pravijo, da dobijo odgovor, pa treniraj, pa bo dober, pa bo med 3 absolutno, pa boš dobil 10 jurjev, ampak oni bi si želeli, saj tako pravijo, da bi na eni strani pa krovna zveza, pa država, pa organizator in tako naprej, poskrbeli za kakšen malo večji, bolj masten ček, ki bi, ne, na ta način zvabil koga, ki je zdaj nek, rekel, malo boljši amater v polprofesionalne, soprofesionalne vode, ali pa ki bi nekega mladega atleta, ki pri 22 letih reče, jaz pa ne bom se več tega šel, uspel hraniti, pa recimo vzdržati še 10 let na cesti, pa iz njega narediti mogoče dolgo progaša. Maraton, ne, ti daljše proge so zihar neka specifika, ne, in v bistvu ti se lahko pripraviš za en maraton recimo spomlad, pa en maraton jesen, ne. Če se hočeš pa kvalificirati na neko, ne vem, svetovno prvenstvo ali pa na olimpijske igre, na ta večja tekmovanja, moraš pa iskati tudi take maratone, ki so hitri, ne, da dober rezultat dosežeš, ne. In tu je pol dilema, ne. Jaz se strinjam, te neke nagrade, kakor vem, so bile tudi že na Ljubljanskem maratonu sicer zelo male, ampak jaz mislim, da ne vem, če bi nagrada odtehtala, da bi en recimo šel na nek maraton,
pa bi izbral recimo počasnejši maraton, kjer bi imel slabše pogoje, ko pa tam recimo, da bi došel na en drug maraton, ki bi pa vedel, da bi lahko boljši čas dosegel in s tem večjo možnost imel tudi se kvalificirati, ne vem, na svetovno ali pa olimpijske igre. No. Tako da je pa sigurno to ena izmed točk, ki pa lahko pomeni neko spodbudo k neki večji angažiranosti, no, pa motivaciji tekačev. No. Denarja pa ni tam zunaj, ja, za vse, dovolj. Zdaj, vem, včasih v 80-ih, 90-ih so bile uličarke tudi v sosednjih državah zelo popularne, tam se je dal dobro zaslužiti, tam se je dal dobro tekmovati v neki konkurenci, pa dosegati dobre rezultate. Tudi na tem področju, morda so zadeve malo zamrle, okay, ampak to je, mislim, kaj lahko zveza pri tem naredi, a lahko stimulira, bom rekel, rekreativno atletiko, ki bi potem dala več tekačev, ne samo v nekem maratonu, tudi na 5-10 km, recimo. Mi sodelujemo s temi največjimi maratoni, se pravi, zdaj bo vedno tako, da je na Ljubljanskem maratonu bo državno prvenstvo v maratonu, na Radencih bo državno prvenstvo po maratonu, pa imamo 10 km, ki je do zdaj bilo v Slovenskih Konjicah, ne, imamo 5 km, ki pa malo menjavamo, ne, zdaj na zadnje, recimo, v Novem mestu, itd. Ne, in sigurno v bistvu to, da je tudi da so elitni tekači, pa tudi naši najboljši atleti pa atletinje prisotni na teh rekreativnih tekaških prireditvah, je zelo pomembno. Pa ne samo slovenski, ampak tudi profesionalni, tudi tujci, ne, ker to tudi potegne tudi širšo množico naprej. No. Recimo 3 imena bi si želel letos videti, morda na olimpijskih igrah, pa kdaj ne bo, ok, Maruša Mišmaš, vrhunska lanska sezona, letos se ni šlo, kakšno je njeno stanje, morda imaš kakšne informacije iz prve roke? Iskreno povedano, zadnji teden sem že parkrat imel v mislih, da je tudi pokličem, no, ker vem, da v bistvu to obdobje ni lahko za njo, no. Sploh si v bistvu, tudi jaz si verjetno sploh ne morem predstavljati, koliko truda, energije, fokusa je bilo vloženega v pripravo na olimpijske igre, ne, in v bistvu, ko se ti pripravljaš, pa vse pričakuješ in pol prije do tega, no, da moraš si spustiti v bistvu celotno sezono, si verjetno še predstavljati ne moremo, kak je to v bistvu, kakvi težki trenutki so to. No. Ampak Maruša Mišmaš je vedno do zdaj pokazala, da se je vedno pobrala, ne, in je pol na naslednjem tekmovanju prišla do tega rezultata, ki je bilo pol potem vse za nazaj poplačano. Zdaj, informacija je ta, da je poškodovana, no, zdaj, kaj to pomeni, ali bo potrebno operativno vsek ali ne, to, tak detalj nisem šel, ker še nisem uspel tudi z njo govoriti, v bistvu sodelavci mi predajajo same informacije, ampak sezona je zaključena, zdaj bo malo v bistvu odklopila, si vzela čas za tudi tiste stvari, ki jih do zdaj ni mogla delati zaradi trenažnega procesa, da jaz želim, no, da je čim hitreje ukreva, da se res da sanira poškodbo, no, res v 100%, da bo lahko pol v naslednjem letu, no, začela s pripravami pol za naslednjo sezono. Veliko smo si obetali tudi od povratka Luke Janežiča, pa tudi tle ni bilo srečne roke, srečne noge. Kakšno je z Lukom stanje zdaj? Naš pač premium 400 metraž, eden najboljših v zgodovini. Ja, tu vidimo, ne, v bistvu, kak je šport po eni strani krut, ne, če se spomnimo tistega dvoranskega evropskega prvenstva, ko je v bistvu izgubil medaljo zadnjega pol metra, ne, za 2 stotinki, ne, in od takrat naprej v bistvu šlo navzdol, ne, pa je prišla še ta res huda poškodba, no, Ahilove tetive, in verjamem, da je bil Luka tudi zelo nezavidljivem položaju, no, v težkem položaju. Jaz sem zdaj v bistvu ko je prišel nazaj, če se ne motim, je prvi čas bil kar dober, no, ko ga je vtekel, pa je v bistvu ni mogel prebiti te meje. No. Jaz sem se tu z Lukom pogovarjal tudi na državnem prvenstvu, in je v bistvu po eni strani je tak, trenira dobro, ne prenese pa to, ne odraža se pa to na tekmovanjih. Medtem ko je pa v preteklosti tudi slabše treniral, pa je bolj tekmoval. Tako da je v bistvu, ko smo se pogovarjali, rekel, da je čisto obratna situacija, kot je bila v preteklosti. Ne.
da dela dobre treninge, ampak na tekmah pa ne more doseči tega rezultata, ko je hotel. In tudi rekel, fenomenalno je začel sezono, ne, pa je pa ni mogel priti niže. Ne. Vse so tam mladi zdaj malo prišli zadnji ga, mačken štokati že, ne, pa moče ga pa to zdaj še dodatno stimulirali, da ima, rekel, tudi Sloveniji konkurenco, ne, s katero lahko se spopada, pa da ga spet, da še ne bo, ne, postavil šprintercu kot še en mladenič, katerega smo pač tudi pretekli sezoni veliko polagali upov. Vid Butolin, kakšno je stanje z Vidom, bom rekel, veliko ime slovenske atletike, vsi so mu, bom rekel, velika bremena dajali na hrbet, ampak tudi poškodbe so ga ustavile. Kakšno je zdaj stanje z njim? Ja, jaz mislim, da je v redu. No. Na državnem prvenstvu je nastopil. No. Zdaj, Luka je glih tak, zdaj, v bistvu je šel iz mlajših članov, je šel v člansko kategorijo. Ne. To so najbolj tista, se pravi, mlajši člani so najbolj tista kritično obdobje, kaj je zdaj. Ne. Zdaj, ali se res fokusirati profesionalno atletiko ali ne. In v bistvu jaz mislim, da je motiviran, da je Vid motiviran, da je zdaj tudi poškodbe, da so v redu. Če se smo sprejeli malo prejšnja tekmovanja, smo videli, ne, da je imel malo težav to, da je šel prek sebe. Ne. Da je v bistvu tekel, sploh recimo, če so bile zelo vroči, je šel prek sebe in je pol umagal. No. Zdaj v bistvu se tega počasi tudi, kakor sem govoril s trenerjem, se tega zaveda že in ve pač, da ne more iti prek tega. No. Ampak jaz mislim, da imamo tu enega zelo perspektivnega, zelo dobrega tekača, ki more sam nadaljevati. In jaz mislim, da bojo tudi s tem prišli tudi rezultati. No. Zakaj sem prav Butolina omenil? Zato, ker ga je tudi Peter Svet prav v mojem podcastu omenil kot enega svojih naslednikov. No, nekaj dni nazaj, nekaj tednov nazaj je Peter s prijatelji, ne vem, a si bil prisoten tam, se pravi 50 let, ne? Tako, obeležil pol stoletnico svojega rekorda na 5000 metrov, mislim, noro, najstarejši rekord menda v slovenskih atletskih knjigah, tablicah. Res bi bil že čas, no. Tudi Peter si po mojem to želi, pa še kdo, da bi ta rekord padel. Ja, moram reči, no, Peter Svet je bil tudi moj trener. No. Sicer nisem dolg treniral atletke, v bistvu je pol v 3. letu srednje šole, tada sem sam 2 leti tekel, no, oziroma treniral atletko, ko sem šel na faks, sem za sebe še tekel, no, nisem pa pol aktivno več treniral, ampak moram reči, da je res Peter Svet, da je trener in kot človek, no, v bistvu on me je res navdušil nad samim tekom, tako da še zdaj tečem, no, in moram biti res hvaležen v bistvu, da sem prišel nekako do njega, no, da sem bil z njim, da smo 2 leti tekli skupaj, takrat je še zdaj teče, no, ampak takrat je z nami tekel, no, tudi te daljše teke, ko smo šli, je zdrav normalno teko, tako da res neverjeten atlet, neverjeten trener in tudi neverjeten človek. No. In jaz mislim, tudi če pogledam, to smo se enkrat pogovarjali, koliko v bistvu uspešnih oziroma dobrih ljudi je on, v bistvu so šli skozi njegov nek trenažni proces. No. Vsi tisti, ki so bili, so pol v bistvu res dobri ljudje postali, oziroma, ne, da je res, jaz sem neverjetno hvaležen, no, da sem bil tudi jaz del tega, sicer sam 2 leti, imam zelo, zelo lepe spomine, no, na to obdobje. Čeprav smo veliko trenirali, no, zdaj, ko pogledam tiste dnevnike, ko smo pisali, se včasih malo vprašam, ne, ampak je bilo naporno, ampak res je bilo lepe spomine imam na to obdobje. No. Ja, mogoče bi mogel Peter Svet izdati svoje spomine skupaj s treninškimi dnevniki, koga odvesno, zato da bi se mladci morda napajali, pa kakšno izkušnjo potegnili še iz tam. Kdaj potuješ, najbrž potuješ v Pariz na olimpijske igre, pogledati reprezentanco? Jaz sem šel v bistvu zelo na kratko. No. Štartamo 6. 7. imamo tekmo, takrat je planiral finale Čeha, pa finale Tine Šutej, pa v bistvu 8. že nazaj. No. Tako da v bistvu gremo sam za 2 nočitvi, da v bistvu vse je povezano tudi s financami. No. Tudi gledamo pač na vsak evro, da tudi na tej ne trošimo preveč, ampak
moramo pa ponuditi, moramo pa tudi našim partnerjem ponuditi to, da doživijo to izkušnjo, ne, kot tudi sam še nisem bil na olimpijskih igrah. Ne, in jaz verjamem, da bo to v bistvu nek doživetje, ki bo ostal vsem v spominu, ko bo išli. No. Zato pa tudi smo rekli, smo se odločili, da neko manjšo ekipo peljemo, da jim pokažemo in predstavimo in seveda upamo, da se bomo lahko veselili na koncu večera, ne, tudi uspešnih rezultatov. No. A se govori naprej, kakšna so pričakovanja atletske Slovenije od letošnjih olimpijskih iger? Je medalja uspeh, ne brž vsaka olimpijska medalja, kadarkoli uspeh, ali je to že, bom rekel, neka osnova, ki bi jo te olimpijske mogle prinesti, pa imate še višja pričakovanja? Ja, zdaj bi jaz tako rekel, ne, zdaj medaljo ne moramo imati kot samoumevno, no. In to ni mislim, tudi zdaj na evropskem prvenstvu, ne, suvereno zlata medalja, ampak verjetno hitro bi se lahko zgodil, ne, da bi bilo kaj druga. Ne. Tako da, jaz mislim, no, da v bistvu cilj je medalja. No. Zdaj, kakršnakoli bo, bomo zadovoljni, ker vemo, da zelo majhne malenkosti pol igrajo na takih največjih tekmovanjih, kot so olimpijske igre, in vedno je neko presenečenje tudi, ne. V bistvu, če pogledamo tudi, si lahko še ne vem kak favorit, pa kjer od ozadij vedno preseneti. Ne. Jaz mislim, da so veselili. No. Jaz mislim, da je Kristjan tudi sam računa na medaljo, no. Da je kandidat za medaljo, je pa res, da v bistvu se morajo vse zadeve zložiti, da bo pač to na koncu prinesel. Je pa res, da sam olimpijske medalje še nima. Ne. Tako da že celo zbirko ima doma, tako da jaz mislim, da ima motivacijo, da je tudi pokazal s formo, ki je dobro tempiral do evropskega prvenstva in da bo zdaj prišel res pripravljen tudi na olimpijske igre. Je pa glih danes ima tudi tekmovanje, če se ne motim, na Švedskem skupaj s Štalom, ne, tako da se bo ta pomirila. Jaz mislim, no, da bojo atleti, ki gorejo, da bojo sigurno dobro pripravljeni, naj dobro nastopijo, naj uživajo v nastopih, naj se približajo recimo letošnjim najboljšim rezultatom in verjamem, če se bojo to naredili, da bojo zadovoljni tako oni kot mi. No. Tako je. Jaz se pridružujem temu, kar si ti rekel, mimogrede, ker spremljaš najbolj svetovno atletiko, moraš jo, kljub temu, da nimaš veliko časa, imaš izven slovenske reprezentance, rekel, kakšnega športnika, ki je tvoj favorit, ki te res navdušuje, recimo, pa bi na teh olimpijskih igrah lahko zablestel. Mislim, več jih je. No. Jaz ne bi samo enega izpostavil. Izvoli. Mislim, skoku s palce Zihar Duplantis, v bistvu eni izmed glavnih favoritov, in tu jaz mislim, da se bi mogla res neka katastrofa oziroma neko splet nesreč na ključi zgoditi, da ne bi on pač se usedel na prestol, ne, olimpijski prestol. No. Imamo par favoritov, tudi svetovni atletki, zdaj, če gledamo 400 metrašica. Svetovni rekord je Sydney McLaughlinja, vrhunsko. Ja. Ne, če primerjamo recimo na Fenkebol, pa njo, ne, je tu. Fenkebol je recimo na evropskih teh daleč pred vsemi. Recimo, ko pa primerjamo zdaj z Američanko, ne, je pa poprečna, recimo, ne. Ampak ja, na velikih tekmovanjih se je že marsikaj zgodilo. No. Ja, res je. Boš morda potem, ne boš tam več, boš že doma spremljal s kakšnim učem vse rezultat dveh veteranov na olimpijskih igrah, na maratonu, Bekeleja in Kipčogeja, no, oba, bom rekel, 40-letnika se bosta zdaj udarila v tistih klancih gor od čez Seno in tako naprej proti Versaju. Kdo misliš, da bo tule zmagovito pretekel cilj, čeprav je mlad, so ogromno tam zadnji? Tu moramo tudi vedeti, no, da je razlika teč jesenja pa spomladi, ne, v nekih primernih temperaturah, kot pa poleti ne, na 35-30 stopinjah. Ne. To je sigurno zelo velik faktor. Iskreno povedano, ne znam napovedati, no, kdo bo osvojil tu, bo najboljši na koncu, ampak jaz mislim, da en izmed teh favoritov bo, no, da bi da bi kjer čisto z ozadja, no, prišel pa naredil neko presenečenje v tej disciplini. No. No, bomo videli. Zdaj, kdaj pa, oziroma kje je naslednjo svetovno prvenstvo prihodnje leto?
Ja, naslednjo leto, 2025. 25, tako, ja. A ni Tokio, je, ne? Tak, vračamo se na Japonsko, tako, ja. Ja, tako. Ja. No, Tokio pa v bistvu je Nizozemska, je Evropsko prvenstvo dvoransko, pa če se ne motim, je tudi svetovno dvoransko istočasno, ne? Tako da v bistvu je zdaj imamo spet polno dvoransko sezono, pa pol svetovno prvenstvo še na Japonskem, no. Norišnica, veliko se ti bo še dogajalo, jaz ti želim izjemno tole olimpijsko poletje, to je prva stvar, no, pa da boš priča zlatemu Diskopolusu, no, to bi bilo res fantastično. Spomnim se, ko je Kozmus osvojil zlato, ja, takrat vem, da sem šel teč, takrat na mal daljši tek, ker sem bil preveč nervozen, da bi to gledal v živo, ne, pa sem potem nazaj, ko sem prišel pogledal rezultate, res fantastično. Še eno stvar, čisto za na konec, leto 2026 v Slovenijo se vrača Evropsko prvenstvo v gorskem teku, je tako? Res je. V bistvu je bilo kar tak, no, od marca oziroma začetka leta je pisarna kar velik dela vložila, no, v to kandidaturo, pa še eno drugo, ko bom na koncu povedal, sicer še ni čisto uradno, ampak bom vseeno malo razkril, no, za tvoj podcast. Ampak ja, Evropsko prvenstvo v gorskem in trail teku, oziroma off-road se zdaj imenuje, ne? V bistvu razlika je ta, da je sprememba glede na pretekla leta, da je zdaj v bistvu so 3 discipline znotraj tega tekmovanja, se pravi gor, dol, pa tudi trail, ne? Trail med 45 pa 60 kilometri. In seveda mi smo kandidirali za se potegovali za organizacijo tega prvenstva. V finalu, se pravi v končnem zboru, smo imeli Švicarje in smo jih premagali, no. In velika planina. Res neverjetno. V bistvu z Dušanom Papežem, no, ko je trenutno tudi predsednik Združenja za gorske teke, in Tomo Šarhom, ne, ona dva sta bila glavne osebe, ki sta pač tvorila to neko ekipo, ki smo pripravljali to kandidaturo, seveda s podporo pisarne, in smo na koncu dobili, no, velik trud je bila vloženega, ampak se je splačalo, no, tako da danes zjutraj sem imel sestanek že na to temo, no, avgusta že planiramo prvi obisk evropske atletike, ne tehničnih delegatov, ampak predvsem tako strateško zastaviti ta cel projekt, ker bo tudi razlika ta, da bo možnost tudi mass racea, se pravi open racea, na trail pa na up tekmo gor, bo možno tudi rekreativno, za rekreativne tekače, neki bo elit tekmovanje, odprli pa bomo tudi prijave za rekreativce, tako da bojo rekreativci lahko na isti progi tekli skoraj istočasno, kot recimo najboljši evropski gorski tekači. Tako da zanimivo leto nas čaka, no, 2026, in smo že začeli s pripravami, da dostavimo tako prvenstvo, na katerega bomo vsi ponosni. Obuli smo velike čevlje, ampak smo že dokazali, no, da smo dobri organizatorji, in jaz mislim, da bomo tudi ponosni na to izvedbo. Po dobrih 20 letih spet. Ja, v tistih koncih, jaz sem rekel, naslednje leto bi šel lahko na Evropsko prvenstvo, zdaj bo v Bruslu Evropsko prvenstvo na cesti, 10 pol maraton, ampak zdaj bom šel pa leta 2026 spet na gorski tek in to na Evropsko prvenstvo, na mass race se bom prijavil, pa bom rekel, da sem pri 50 šel na Evropsko prvenstvo, tako da hvala in nasvidenje. Mislim, prva liga, super ste to zrihtali, zdaj mi pa sam še povej, kaj si hotel še zaupati, kaj se še obeta, kam še želite priti? V bistvu je tako, no, da bomo najverjetneje, no, ni še uradno vse potrjeno, ampak najverjetneje bomo naslednjem letu pripeljali v Slovenijo tudi ekipno evropsko prvenstvo, drugo, tretjo divizijo. Slovenija je trenutno v drugi diviziji, lansko leto je za pol točke, nesrednje točke izpadla iz prve divizije, ampak v bistvu jaz mislim, da je vse bilo to nekako povezano, no,
bomo pa verjetno naslednjo leto imeli priložnost, da bomo to na slovenskih tleh lahko naredili, da se prebijamo v prvo divizijo. No. Zdaj pa v bistvu tako je, no, veliko sestankov, veliko dela je bilo že vloženega. Ne bo šlo za klasično kandidaturo, ampak to tekmovanje bi moglo biti v Jeruzalemu, ampak zaradi vojnega stanja dol, kot kaže, Zaenkrat, to ja, ne bo izvedljivo. In v bistvu je prišlo do te točke, da smo se tudi začeli pogovarjati, da bi to tekmovanje izpeljali v Sloveniji. Evropska atletika je že bila pri nas, se pregledala, dala zeleno luč. Ko je dala zeleno luč, smo mi takoj šli tudi obvestili državo, se pravi ministrstvo, ker skladno s pravilnikom oziroma zakonom mora organizator za vsako evropsko prvenstvo ali pa više dobiti tudi soglasje Vlade Republike Slovenije. Teda v bistvu mi smo sredi junija že to vlogo za soglasje Vlade Republike Slovenije dali. Svet za šport je že potrdil soglasno to, tako da zdaj čakamo še ta korak, da vlada soglasje, in ko nam vlada da soglasje, v bistvu moramo pol poslati vso to dokumentacijo in pol v bistvu jaz verjamem, da bo sledila odločitev, no, da nam bodo dodelili to tekmovanje. No. Da to bo eno izmed, v bistvu, mislim, da največjo, no, tekmovanje na slovenskih tleh, člansko. Mislim, da je bilo v Velenju enkrat, samo ena divizija, ne, to pa druga, tretja divizija, da bomo v 8 dneh gostili 1500 atletov oziroma atletov iz spremljalnega osebja. Da je kar velik zalogaj, no? Kar velik zalogaj, ampak smo pripravljeni, veliko dela smo že vložili, tako da jaz mislim, da nas čaka ne samo pestro 2025, pa pestro 2026, pa tudi verjetno naprej se ne bomo ustavili. No? Ja, to, Nejc, izvrstno si zdaj naredil popotnico slovenski atletiki, ker nalezel sem se te energije od tebe, kdo rab olimpijske igre, če ima vse to za narediti, slovenska atletika bo spet postala velika. Jaz verjamem, da bodo tudi gledalci to prišli pogledati in da bodo potem mulčki se vpisovali v atletske šole pa nas razveseljevali po naslednjih generacijah. Imaš sploh kaj časa za tek, ko imaš toliko dela? V torek smo imeli skupščino atletske zveze, ne? In v sredo zjutraj sem rekel, da grem teč in sem šel teč. Tako da tečem, ja, redno tečem, sicer se mi zgodi, da v bistvu prija taki dnevi, da mi ne uspe, ampak recimo enkrat do dvakrat na teden se ukvarjam športom, pa od tega recimo enkrat tek, ker mi je tudi najlažje, v bistvu se ni treba nič naprej odgovarjati, lahko gre zjutraj, lahko gre zvečer, ne. Težko je skladovati, v bistvu, ne. Veliko sem na poti tudi zaradi službe, potem imam 6-letno hčerko, ko sem tudi rad z njo, bi rad bil čim več časa z njo in potem to vse uskladiti je kar izziv, ne, familiarno, poslovno, tako da se trudim, v preteklosti sem več tekel, no, moram povedati, sem bil tudi v boljši formi, ne, ampak se ne dam, recimo tudi, ko sem bil na Evropskem prvenstvu v Rimu, sva s predsednikom čist neplanirano, sva šla teč 10 kilometrov na open race, se pravi, da sva oba otekla, pa čist neplanirano, v bistvu smo se to 2 dni prej na neki večeri, ko smo bili z Markom Vasičem, ki je zdaj direktor teh tekmovanj, tudi evropskih prvenstvih, 2025 bo prvo, ne, takšno tekmovanje, ne, tudi v cestnih tekih, ki bo tudi odprto za rekreativni del. Ja, in v bistvu smo se hitro zmenili, no, tako da smo oba s predsednikom šla, otekla, sicer je bilo kar vroče, ampak smo pretekla, tako da je bila lepa izkušnja, no, teč v centru Rima. Mislim, ja, v Rimu sem že tekel vrhunsko, kdo je zmagal v dvaju? Je pa vedno mora predsednik zmagati, ne? To sem hotel slišati, ja, predsednik. Ne, skupaj sva pretekla, pa istočasno štartala. Seveda. Podpora drugemu, tako da je v bistvu ni bil tekmovalni tek, je bil v bistvu zelo tak... Prijateljska tekma. Doživetje, no, doživetje, tako.
Prav. Nejc, res hvala, da si vzel čas za tale podcast, izčrpno si poročal, res sem veliko izvedel, verjamem, da tudi gledalke in poslušalci, jaz ti želim uspešno izvedbo najprej balkanskega prvenstva v Mariboru, pa potem seveda ostalih tekmovanj s piko na z olimpijskimi igrami. Verjamem, da se bo tule še slišala, če ne prej, ja, ko bo evropsko prvenstvo na evropskih tleh, no, pa rečem tako, ali pa še prej, upam, da tudi tako. Hvala, Nejc. Z veseljem, sigurno se pa vidimo, kje je na terenu, ne? Ja, zdaj moram jaz priti v formo, ja, da vidim, če bom uspel preteči 10 kot hiter, kot vidva s predsednikom, ja, pa se srečamo kje. Nejc je Raša. Me veselilo. Hvala srečno. Srečno, adijo. Tako, evo, to je to. To je to. Ok, kjer je to? Fuck, gasnem rede. Nejc, super, mislim. Ti si, hvala tebi. Ja, elokventen kot vedno. Lej, tle ne moreš. Sem rekel, zihar gost je Raša, to on bo govoril, povedal bo vse, znal se bo izogniti vsem pa s tem, ki mu jih bom nastavil tako, ker je veš, te politične, ne, hecam te, nisem provociral, ampak ja, no, pač dejansko mi zadnjič reče v Radencih, kobe, ne. Daj ti na atletsko zvezo povej, da mi rabimo malo denarja, da bomo lahko trenirali. Ne? Sem rekel, kakšnega denarja pa bi? Je rekel, ne bom hodil s tem pleham okrog, jaz bi kakšnega Jurja v žep, če zmagam na državnem prvenstvu. Sem rekel, dobro, sem rekel, prvič, ki ga bom imel, ga bom izval. Ja. Vsaka taka ideja je dobrodošla. Ne? Moraš pa tudi vedeti, v bistvu, da imamo mi vse o razporeditvi, nekih distribucij. Ne? In če daš tam Jurja, ne, bi mogel verjetno komu drugemu dati Jurja. Je pa treba to nekako. Jaz mislim, da delamo lepe korake naprej tudi v financiranju pa podpori atletov. So pa sigurno take ideje dobrodošle, ne? In bojo ostale nekje in ko bo prišla primeren trenutek, bo tudi do tega prišlo. No? Se strinjamo, ne? Pogovarjamo se o tem, to je že pol nekaj narejenega, no, naprej bomo pa že. Tako da, Nejc, srečno, sva na vezi. Drži se, hvala. Adijo. Čau. Hvala, direktor. No, gremo naprej. Ja, omenjali smo ga, mladi atlet, ki je letos že navdušil na evropskem prvenstvu in eden največjih talentov svetovne atletike v disciplini, ki je tudi ena zanimivejših v zadnjih letih. Zelo sem vesel, da sem tekača na 400 metrov z ovirami zvabil pred kamero in mikrofon. Z mano je Matic Ijan Guček. Evo, draga publika, kot sem dejal, z mano je Matic Ijan Guček, edini moški predstavnik na tekaškem delu slovenske olimpijske reprezentance. Tako da sem res vesel, da sem ga dobil v goste. Matic Ijan, pozdravljen, živjo. Zdravo. Si danes že tekel? Ja, danes sem imel že zjutraj trening, ja, tako da zdaj še sam počivamo do konca dneva. To, bravo. Zdaj, olimpijske igre so za tebe čez 4 tedne, rečva tam nekje, ne? V katerem delu ciklusa priprav na tekmo sezone si? Ja, v bistvu olimpijske so, mislim, da točno čez en mesec za mene. V bistvu 5. avgusta tečem, na dan si pa 6. ampak ja, v bistvu en mesec, tako da kaj veliko se tako ne da več narediti. V bistvu zdaj so še tisti na treningih zadnji, tako bi rekli šusi, zadnji težki treningi, potem pa v bistvu tudi eno tekmovanje bom še imel, potem pa ja, se bo že šlo kmalu na olimpijske igre. Kje te bomo še videli pred Parizom? Najbrž bom kar tekmoval na APS-u, državni pokal, slovenski, razen če dobim še kak boljši miting v tujini, bom pa izkoristil še priložnost pa šel tja, se pomeriti z najboljšimi na svetu. Olimpijske so v bistvu zadnje veliko člansko na tekmovanje, na katerem še nisi bil, je tako? Ja, res je, ja. Lani sem bil na svetovnem prvenstvu, predlani pa na evropskem, pa letos tudi, no. Ampak ja, to je še zadnja tista kljukica od velikih tekmovanj, ko mi še manjka, tako da se res veselim, ja, da vidim, kako to vse izgleda, kakšno je vzdušje, kako poteka vse to. Pri 20 si res že ogromno dosegel, no, zdaj
pot do olimpijskih iger pač tudi ni bila preprosta. Mi malo razložiš, recimo, se pravi, kdaj si se res začel ozirati k olimpijskim igram, že lansko leto, že prej, in kdaj si dejansko potem naredil piko na i in si zdaj v reprezentanci? Ja, v bistvu tako smo par let nazaj se še pogovarjali, pa računali smo še rekli, da bom mogoče malo premlad za te igre. Smo bolj računali Los Angeles 2028, ampak ja, 2022, ko sem postavil državni rekord, tam sem začel videti mogoče, da lahko že na te pridem, ne. Tako da sem v bistvu tudi malo spremenil vizijo in sem si rekel, ja, ok, na te bom prišel in če se zgodi karkoli, ko bom prišel na te igre, tako da sem res samo o tem razmišljal za zadnje 2 leti. Mogoče to tudi ni najboljše, ampak ja, bilo je zelo zahtevno, ker so zelo povišali norme, v bistvu norme so zelo težje sedaj. In ja, v bistvu v moji disciplini si mogel teči normo, zaradi tega, ker je naredil 37 ljudi, kar je noro. Norme so po vseh disciplinah, tekaških in tudi tehničnih, kar dosti zaostrene. Zdaj, kdaj so bile objavljene norme in kakšna je bila takrat postavljena in kako si potem ti začel računati, kaj moraš narediti za to? Ja, v bistvu norme so bile postavljene, mislim, da konec 2023 ali pa v sredini 2023, ne vem točno. In ja, v bistvu jaz sem bila želja, da to normo tečem pred olimpijskim, ampak sem vedel, da obstaja možnost, da bi prišel zraven po ranking lestvici. Tako da sem vedel, da je tudi opcija B, če ne naredim norme. Ampak pol se je zdaj pokazalo, da v bistvu treba bilo teči normo, ker je tako 37 ljudi od 40, kar je res noro, sploh pa glede na to, kako huda je norma, ne. 48-70, to je rezultat, ki te bi 10 let nazaj popeljal v finale svetovnega in olimpijskih iger, zdaj pa to v bistvu norma, da sploh lahko nastopaš tam, tako da res atletika je šla naprej. Tudi ti si izjemno napredoval tudi v zadnjih 2 letih. Najprej si podaril Kopitarjevo znamko, ki je trajala kar 42 let, ja? Mislim, da drugi najstarejši rekord v Sloveniji takrat, no zdaj v letošnji sezoni pa, rekel si, enostavno potem eksplodiral, postavljaš te državne rekorde kot zastavo. Kaj se je zgodilo, v bistvu si spremenil način treninga, si dozorel, si dejansko začel izkušnje vpletati v to, kje si najdel to, bom rekel, kje si to stopničko višji naredil, zgleda vse tako lahkotno, tako bom rekel. Ja, v bistvu, takrat, ko sem ga prvič naredil, se mi zdi, da noben ni tega pričakoval, ker sem bil 70 stotink, takrat sem v bistvu bil mladin še, sem bil star 18 let in sem na tistem svetovnem prvenstvu tekel res dober čas, kateremu se potem lani sploh nisem približal. Tako da v bistvu lansko leto je bilo tisto leto, na katerem sem se, mislim, da največ naučil, tudi če nisem tekel najboljšega časa, sem se naučil, da ne gre vse tako hitro, ne? Da je treba biti potrpežljiv, pa tudi spremenil sem malo mišljenje. Letos se nisem več obremenjeval z rezultati, ampak sem se obremenjeval samo s tem, kaj lahko jaz naredim, da postanem boljši, in nisem gledal drugih. In sem v bistvu spremljal samo sebe. Tako da ja, v bistvu na treningu se pa ni nič kaj spremenilo. Mislim, da sem v bistvu vključil malo več uteži, postal sem malo močnejši, kar pa se tudi pozna. Mislim, da to je bila tista ključna zadeva, ko je izboljšala rezultat. Državni rekord je sedaj na 48-34, drži iz Evropskega? Iz Rima, ja, iz polfinala. Iz polfinala, zdaj tam si briljantno nastopil, prišel si v finale, osvojil si 7. mesto, kako si vse skupaj doživljal, bom rekel, na vročem rimskem soncu? Ja, v bistvu z nekim taki skrito željo sem šel na Evropsko, da se vrstim v finale, ker sem vedel, da s tem časom, ko sem ga tekel,
je to mogoče. Nisem hotel to javno izpostavljati nič, da se ne bi preveč pisali in pa bi čutil kakšne pritiske in to ponavadi ne vpliva dobro na atleta, ne. Tako da sem v bistvu pustil medijem, da pišejo svoje in sem si ustvaril neko vizijo v glavi, kaj hočem narediti. In ja, v polfinalu sem odtekel tisti tek, ko sem ga potreboval za finale in res sem vesel, da se mi je to poklopilo, no. Sploh glede na to, da sem star 20 let in da sem nastopil na evropskem članskem v finalu, to je res lep dosežek. Ja, ponavadi imajo atleti velike težave iz prestopa iz mladinske v člansko, tudi že v mlajšo člansko, v člansko konkurenco. Pri tebi se zdi vse skupaj zelo enostavno. Zdaj, kako pa starejši tekmeci gledajo na tebe, ti kdo podeli kakšno izkušnjo, da kakšen nasvet, vendarle si med mlajšimi, če ne kar najmlajši, recimo na kakšnih takih tekmovanjih? Ja, v bistvu res, ja, relativno, v bistvu dobro mi je uspelo to, ta preskok narediti iz mladinske v člansko kategorijo. Tudi mislim, da je bilo v redu, da sem se zelo hitro spoznal z tem profesionalnim krogom. V bistvu, kako vse to poteka, sem že vedel kot mladinec in potem, kot sem postal mlajši član, mi je bilo že vse znano. Nekateri pa naredijo preskok v mlajši članski kategoriji in se učijo kasneje. V bistvu, jaz sem v prednosti 3-4 leta pred njimi, ne. Drugače pa ja, v tem krogu, ko so najboljši v finalu, v bistvu tak vsak ve za vsakega. Tudi Warholm me pozna, no, se mi zdi, se pozdravimo pa tako da dober občutek. To vidiš, te Warholm ve za skodranega tekača iz Celja, ne, to je že podatek, ne, Warholm pazi se, zdaj ima še kakšno sekundo prednosti ali pa sekundo pa pol, ampak ne bo več dolgo tako, se pravi, sceno spremljaš, si na tekočem, če bi te vprašal, je kdo od trenutnih ali pa nekdanjih ovirašev tvoj vzornik, bi lahko naštel koga? Ja, v bistvu Warholm mi je nek tisti vzornik, saj on ima svetovni rekord, najboljši vseh časov. Ja, sedaj tekmujem z njim, tako da ga moram gledati v drugi luči, ne. Ne smem ga gledati kot nekoga, ki je višji od mene, ampak ga moram gledati kot sotekmovalca, proti katerem tekmujem. In ja, še vedno pa je nek dober občutek, no, teči z njim. Prav. Mislim, da tvoj trener je še vedno Kocovan starejši? Ja. Ti je dal kaj za popotnico, zdaj, ko si se uvrstil v reprezentanco, kaj ti je dejal, 20-letnik, zdaj pa res breme olimpijske slave na tebi, no, vse tudi njegov sin, mislim, da je nastopil na olimpijskih igrah. Ja. Izkušenj je najbrž dovolj, ti dal kakšen tak nasvet, kako se soočati predvsem z, najbrž je psihološka priprava tu pomembna, vsi fizično si izjemno pripravljen, ampak si predstavljam, psihološko pa je tle kar veliko za predelati. Ja, v bistvu psihološko to je, veš, da boš šel tja tekmovati z najboljšimi na svetu, na največjem atletskem tekmovanju, ki obstaja, tako da nekakšen psihološki pritisk je, ampak se mi zdi, da sem ga kar dobro lahko, kako bi rekel, dobro se spopadam z njim, no. Prav. Ja, nisem imel nikoli nekakšnih težav tekmovati na velikih tekmah, tako da v bistvu mi daje še nek zagon, da se še bolj izkažem. Ja, očitno si človek za velike tekme, no, vsaj do zdaj si to že dokazal, zdaj bomo pač stiskali pesti tudi v Parizu. Zdaj, če sem prav pogledal na urnik, je tvoja disciplina med 5. in 8. avgustom na sporedu, predtekmovanja, pa potem repesaži, polfinala in tako naprej. Te repesaži so nekaj novega, se pravi, zdaj se bo vsak, ki ne bo v prvem krogu se uvrstil v polfinale, imel še eno možnost. Ja, to je dobro in slabo naenkrat, no. To je dobro za tiste, ki se bodo avtomatsko uvrstili, za tiste, ko pa bodo malo par mest od avtomatske kvalifikacije, pa bo to slabo, ne, zaradi tega, ker bodo mogli
naslednji dan tečiti, drugi, oni, ko so se pa uvrstili, bo imeli pa Tam pauzo počitka. in počitek, ne. Tako da bomo videli, kako se bo to obneslo. Ja, bomo videli, če bo delovalo, no. Nisem najbolj, no, zanimivo bo, no, ne bom nič rekel. Ja, bomo primerjali potem rezultate od letos, od preteklih iger, pa bomo videli, kakšne so razlike v tem, kdo se potem uvrsti in kaj bojo tisti iz repesaža potem recimo naredili v nadaljnjem tekmovanju. To bo zanimivo videti. Zdaj vem, Matic, nehvaležno vprašanje, pa vseeno, mislim, kakšna pričakovanja imaš, sej, mogoče jih nočeš javno povedati, a ne, zdaj vem, da se bo špekuliralo o tem zunaj. Reprezentanca, atletska ali pa nasploh olimpijska reprezentanca slovenska je ogromno športov, je letos skoraj 100 tekmovalcev, ko tole snemava, še ne ve, kako bo s košarkarji, ampak imamo cel kup skupinskih športov, predstavnikov v ostalih športih. Atletov vas je pravlično število 7, zdaj od tega samo 2 moška, Kristjan Čeh in ti. Ja, sigurno se bo veliko pisalo o tebi, sigurno se te to že spraševali, te še bodo. Zdaj ne vem, lahko mi daš en tak, rekel, splošen diplomatski odgovor, ali pa mi poveš, no, recimo, kaj bi bilo zate uspeh, oziroma vem, da je že uvrstitev na olimpijske igre seveda izjemen uspeh, ampak vseeno, ti ne greš tja na turizem špilati, ampak greš nekaj narediti, ne? Ja, to sem že, v bistvu sem že rekel, da si želim tam oteči posebni rekord, ker ja, mislim, da dobro treniram in da sem tega sposoben. Z osebnim rekordom pa tudi, če ga tečem v kvalifikacijah, ali pa v repesažih, ne vem, kako bo, si sigurno lahko priborim polfinale, kar pa se mi zdi, da bi bilo že res lepo za prve olimpijske igre. Sploh glede na čase, ki so, kakšne letos tečejo tekmovalci. Tako da ja. Mislim, ja, noro je, mislim, da so, gledal sem razpored oziroma rezultate zadnjih olimpijskih iger, Warholm, Benjamin pa Dos Santos, no, vsi trije zanimivo so trenutno na lestvici, tudi najhitrejši letos. Vsi so tekli, če sem prav videl, pod 47, tudi edini, ki so tekli pod 47 sekundami, ostali ste malo na tem, ti si tam okrog 20. mesta na Road to Paris lestvici. Če bi te vprašal, evo, kakšen razplet napoveduješ, ne? Bom rekel, med medalisti letos, evo, ker poznaš te ljudi, bom rekel, zdaj pa že osebno, pa si z njimi potil ta krog. Ja, zanimivo bo to, bom rekel. Vsi trije so sposobni zmagati, ne, to je dejstvo. Rekel bom pa tako, da bo v finalu štel, kdo je psihično najbolj pripravljen. To pomeni, ne vem, ne znam zdaj povedati, kdo prvi, drugi, tretji, ampak vsak ima svoj motiv, ne. Warholm želi ubraniti naslov, Benjamin je večno drugi, on želi zmagati končno prvo eno svetovno tekmo. Dos Santos pa že ima naslov, ampak nima olimpijskega, ne. Tako da vsak ima svoj motiv, zdaj pa kdo si bo bolj želel, tako bom rekel. Mislim, ja, kakšnih hudih presenečenj, čeprav vse je možno, tle so ovire. Zdaj vem, poleg hitrosti rabiš tle tudi tehniko, čist samo na kratko mi povej. Koliko časa na treningu posvetiš, bom rekel, teku kot takemu, koliko pa tehniki prehajanja čez ovire? Jaz čez ovire ne tečem veliko sploh. V bistvu imam en tak težji trening na ovire na teden, mogoče še to ne. Tehniko ovire pa delam mogoče 2-krat na teden, to je pa tako, da bi rekel šola teka, ko narediš na vsakem treningu. Naredim tehniko ovire 2-krat na teden, to je pa to, kar delam od ovir. Ja, v bistvu večino časa tečem brez ovir, ker ja, čez ovire tako znam tečiti, rabiš pa sam tiste, kako bi rekel, Drill ali kako? Tako, ja. Da ostane v glavi, no. Se pravi, koliko korakov narediš med eno in drugo oviro? Ja, do 7. ovire naredim 14 korakov, potem pa od 7. do 10. 15. Ja, tukaj imam še
tukaj se da še veliko narediti. No. Večino fantov teče na 13 korakov, zdaj pa to je 7 korakov manj na tekmo. In če si dovolj močen, dovolj hiter, je čas takoj boljši. Ne? Tako da v naslednjih letih bom s trenerjem poskušala najbrž še tukaj kaj korigirati, drugače pa 7 na 14, ja pa 15. Ja, zdaj bom. To so stvari, ki me res zanimajo. Zdaj bom štel tvoje korake, kot te bom spremljal. Pa tudi najni gledalci in poslušalke, prav gotovo. Mislim, to so male stvari, ki jih pač, na katere nismo pozorni, ko to moče gledamo, no? Razen največji entuzijasti. Katera proga je tvoja najljubša morda? Na kateri red, ali pa na katere proge, če bi lahko izbiral, bi zmeraj izbral? Ja, kot ljube. Ja, tako. Zbral bi največkrat peto stezo, ker na njej v bistvu skozi treniram, 90% časa treniram na peti stezi. Ampak ta steza je v bistvu namenjena tistim najboljšim na teh tekmah. Ne? Če se uvrstim nekako diamantno ali pa kaj, bom vedno dobil prvo, drugo ali pa 8. stezo, ker bojo vedno ti svetovni asi na teh 4., 5., 6., ki so v bistvu najboljše. Tako da moraš znati tečiti tako na vseh stezah. Pri ovirah je v redu to, no, da moraš itak tečiti svojo tekmo, svoj ritem, ne smeš gledati ostalih. Tako da v bistvu steza ni v bistvu bolj v glavi, no, katera steza. Vem, da si znal teči tudi na prvi progi izjemno hitro. Ja, evo, jaz imam na prvi in 8. stezi res dobre rezultate. Tako da za mene v bistvu ni neka steza, ni problemna. Mislim, izjemno. Matici Janguček, jaz pa mislim, da tudi moje občinstvo ti želi, bomo stiskali pesti. Zdaj, olimpijske igre čez en mesec, 400 metrov ovire moški, to je to, zdaj premium disciplina, tekaška, računamo in mislim, ti pošiljamo dobro energijo, da tole svoj premierni nastop na olimpijskih igrah izpeleš maksimalno dobro. Kdaj potuješ tja, boš že na otvoritvi morda? Ne, na otvoritvi mislim, da ne bom. Pridemo 2 dni kasneje v vas. Tako da bom kar 10 dni prej v Parizu, se bom lahko lepo klimatiziral. Super. Pa navadil, ja. Verjamem, da se veseliš tega dogodka, mi s tabo, rekel, srečno pot v Pariz, Matic, in naj ti bodo to najboljše igre doslej. Ja, hvala. Srečno, hvala Matic za tole. Živijo. Hvala Matic, srečno v Parizu, držimo pesti za še en odličen nastop. Za zaključek tele vroče olimpijske epizode pa še film tedna. Tokrat sem izbral film Runner. Ja, iz par let nazaj, dokumentarec režiserja Billa Gallagherja, ki se osredotoča na tekača Gorja Mariala. Tekača, ki je leto 2001 pobegnil iz vojnega Sudana, se v ZDA potem v novi domovini znašel v tekaški ekipi, se naučil živeti tam in si zastavil en velik, za mnoge nedosegljiv cilj. Pod zastavo Mednarodnega olimpijskega komiteja je nastopil na igrah v Londonu 2012, kasneje tudi v Riju. V filmu pa lahko spoznate njegovo izjemno pot od trpljenja v otroštvu v Sudanu do iskanja zatočišča in podpore potem v novi domovini. Film prikazuje grozote njegovega zgodnejšega življenja, po pogledu vse njegove izkušnje, poudarja njegovo odpornost in tiho odločnost. Runner je film, ki prikazuje navdihujočo in čustveno zgodbo o preteklosti in nenehni zavezanosti svoji nekdanji domovini. Res navdihujoč film, ravno pravi uvod v letošnje olimpijska dogajanja. Link za film je spodaj, lahko si ga ogledate prek VPN povezave, namig, porabite ameriški IP naslov. Kaj pa knjiga tedna, se sprašujete? Brandon Leonard je napisal knjigo Sovražim tek in ti ga lahko tudi, super knjiga za letošnje poletje, ni predolga,
je zabavna, super ilustracija, ima udaren naslov in vsebino, v kateri se najde prav vsak, ki tole posluša ali gleda, pa naj gre za vrhunskega rekreativca, atleta ali pa običajnega rekreativca, ki tek hkrati ljubi in sovraži. Presenetljivi nasveti, motivacijski in poučni kvoti, razpredelnice, noro, res je zabavno, ne boste hoteli odložiti tele knjigice, ki res ni debela, bo za na plažo ali pa za v senco ali pa za zvečer, za kakšno poglavje. Navdihnila bo vse, ki se borite z motivacijo, in Leonardov humor, iskrenost in praktični nasveti nas bodo spomnili vsakič znova, da je tek lahko res čudovit, tudi če ga morda celo večino časa sovražimo. Knjiga nas spodbuja, da se smejimo samim sebi, da uživamo v trenutkih in da predvsem, in to je pomembno, vztrajamo iz dneva v dan. Čeprav tudi vi morda nikoli ne boste popolnoma vzljubili teka, lahko pa z Leonardovo pomočjo najdete načine, kako ga vsaj malo manj sovražiti. Knjigo lahko naročite na linku tudi spodaj. Hvala vam za pozornost. Ostanite na hladnem, ostanite zagreti. Se vidimo naslednjič. Jauza. If there's one thing that unifies a fractious country, it's sporting heroes. He's had the weight of his country on his shoulders for how long? Can he get that weight off? So you basically outran your captors. When I left Sudan, I said I will never run again. South Sudan as a region has been at war for over 50 years. My parents, they had to make a choice. Do we want to let the child die in front of us, or do we want to send it somewhere? When did you last see your family? Was there ever a time where running was a way to escape from the past? Can you tell us when you arrived in America? It was mid-quarter. I just asked him if he ever ran before, and he said didn't know it was a sport. And he said, "Are you ready to run?" I said, "To run where?" And then after that, it was just championships, wins, just took off from there. Eventually, it kind of dawned on me, like, he's got deep down stuff. The guys, my teammate, I could laugh with them, but inside me, my heart is always on fire because of the situation back home. The civil war in Sudan has killed more than 2 million people. The people of Sudan will vote on whether the nation should split into... This is the birth of a new nation. I have to do something. I'm running, but something in my mind said, Olympic 2012. For Gore, he was running his first marathon. His goal was to qualify for the Olympics. It's going to give me opportunity. It's a ticket. There was this guy who suddenly was turning in good times in marathons and didn't actually have a country that he was running for. 2 years after independence, a civil war started. Instead of eliminating one another, we should be using one another to build a country in a peaceful way. He will be a unifying figure for South Sudan, and his success will be our success. I have come too far. I'm not backing down. I'm not backing down, and I'm pushing it until the last minute. If I cross that finishing line, it's not going to be me, the people of South Sudan. We need a person like Gur Maria. I got this chance. God brought me all the way here. That's why I take me every single day, put the shoes on, and run.